Ima kdo kakšno vprašanje? Vsi pokondelite. Postavljajo se tudi že v ponedeljek, je bilo cel kup vprašanj glede financiranja same kampanje, zdaj so prišli že neke informacije ven, da so dejansko ljudje na terenu plačani za pobiranje teh podpisov, da so celo neke agencije, ki so iskali ljudi, ki bi zbirali te podpise. Lahko to malo pojasnite, kako je s tem? So plačani? Brez težav pojasnimo. Na terenu je preko 50 različnih organizacij, ki nam pomagajo z zbiranjem podpisov. Sami ne vemo nikakršni agenciji, ki bi ljudi iskala preko študentskih servisov ali preko zaposlitvenih agencij. Študentski klubi na terenu imajo stojnice na večini upravnih enot po Slovenije, večinoma so to prostovoljci, tako da mi nimamo nikakršnih informacij, da je bil kdorkoli plačan. Vsi, ki sodelujejo pri kampanji, tako sindikati kot študentske organizacije ter tudi druge organizacije se že pridružujejo našemu gibanju, so tu zato, ker imajo interes proti zakonu. Z strani gibanja za dostojno delo in socialno družbo ni nikakršnih plačil nikomur, tako da sami nimamo nikakršnega stroška še zaenkrat s kampanjo. Še ja, Erika Pečnikov TV. Če vzamemo to predpostavko, da danes 97% študentov zasluži do 400 evrov, v čem je potem problem, glede na to, da se bo do 400 evrov še vedno lahko zaslužilo? Problem je v tem, da se bo lahko zaslužilo samo hipotetično, se pravi, to je 400 evrov bruto, je 6000, to, kar sem že prej razložil. Ne, 6000 prvi bruto, imamo dva bruta v zakonu o malem delu in to, kar ministrstvo trdi, da bo obdavčitev 29% ne drži, ker danes ni obdavčitev študentskega dela 14%, ampak vsi, ki delajo preko študentske napotnice, delodajalci vejo, da je 16,8%. Se pravi, to je prvo zavajanje ministrstva. Obdavčitev študentskega dela malega dela bo predvidoma 34%. Se pravi, imamo več brutov, eno so koncesijske dajatve, drugo pa je davek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Se pravi, 6000 evrov ni neto znesek, ki ga lahko prejemnik dobi. To je bruto znesek. V drugo, če bi želel priti do 6000 bruto zneska, bi morala biti urna postavka 8,3 evra. Pejte na študentski servis, koliko delodajalcev da 8,3 evra za upravljeno uro študentskega dela. Mislim, da če gremo danes pogledati, da take urne postavke ne najdemo sploh. Torej, če gledamo povprečno urno postavko, ki je bila izplačena 4 evre, to znese približno 180 evrov na mesec maksimalno, vkolikor izkoristimo vseh 720 ur. To pa je ob 160 evrih povprečne slovenske štipendije še vedno manj kot 400 evrov, s takšnim denarjem pa je v Ljubljani zelo težko preživeti, s tem, da ima štipendijo vsak 5. študent samo. Na ministrstvu pravijo, da je 6000 bruto, če odštejemo tiste dajatve, je to 4800 neto, kar pomeni 400 na mesec. To so njihovi izračuni. Pravno 400 evrov na mesec, čez to se ne sme. Druga stvar, zakaj ne bi se urna postavka znižala, se 4 evra je določena minimalna? Vse takšno bo ostala, ampak imamo 720 urno omejitev in če damo 720 krat 4 evre, je to 2880 evrov bruto. To pride na mesec 180 evrov neto. V tem je problem, ker se urna postavka ne bo zvišala, niti se ne bo znižala, ampak bo ostala na 4 evrih. In pri 720 urah pomeni, da lahko maksimalno zasluži 180 evrov na mesec. Hvala za pozornost. Hvala.